Spoštovane gledalke in gledalci, pozdrav in dobrodošli v oddaji Detektor. Tokrat je naš sogovornik zanimiv, atraktiven ter eminenten gost, kateri je bil v študentskih časih upornik, kasneje raziskovalec na Inštitutu za sociologijo, direktor časopisa Kmečki glas, največ delovne dobe pa je oddelal na mesto direktorja Grand Hotela Union. Z nami je Bogdan Lipovšek. Pozdrav in dobrodošlico želim našemu tokratnemu sogovorniku. Dober dan, pa hvala za povabilo. Bogdan Lipovšek ni zgolj vrhunski strokovnjak za turizem, je tudi pronicljiv analitik in kritik družbenih odnosov. Kot vrhunski strokovnjak in poznavalec turizma se je izkazal pri vodenju prestižnega Grand Hotela Union in na področju izobraževanja, usposabljanja, projektiranja in operativne realizacije pomembnih gostinsko-turističnih projektov. V času študija ste bil opredeljen tudi kot upornik, zaradi tega se dajmo malo sprehoditi malo po vaši karierni, študentski, poslovni poti, pa bi morda ravno s tem uporništvom pričela. Kaj lahko poveste za tisto obdobje, pa za tisto uporništvo, ki je na nek način del vas? Ja, jaz sem prišel v Ljubljano jesen leta 72, ne? To je bilo takrat še tisto študentsko vrenje, ki se je začelo sicer že leta 68, pa imelo pol ta izbruh leta 71 zasedbo filozofske fakultete. Jaz sem začel študirati na seminarju za filozofijo in sociologijo in tam zelo hitro prišel v stik z takratnimi študenti, ki so vodili to gibanje. To je bil predvsem Jaša Zlobec, Darko Štrajn, tudi nekateri drugi moji kolegi z filozofske fakultete. In tako sem se zelo hitro priključil temu študentskemu gibanju, ki pa moram reči, da mi je pustilo kar en tak dolgoročen pečat. Namreč to študentsko gibanje je bilo praviloma levo usmerjeno, levičarsko. Z današnjega časa bi mu rekli, da je celo bilo bolj levo od same takratne partijske linije. Kajti mi smo na primer zahtevali, da se partija vrne nazaj delavskemu razredu, da je odtujena od delavstva, da postaja zbirokratizirana institucija. V tej kritiki smo imeli seveda povsem prav. Bolj zanimivo pa je to, da je takrat partija precej nervozno reagirala na študentsko gibanje, levičarsko, celo bolj kot na nekatera gibanja, ki so prihajala danes, bi rekli, recimo z desne. Ta leva opozicija, te niso prenašali prav dobro. Bil ste tudi raziskovalec na Inštitutu za sociologijo. Skratka, to na nek način sovpada, bi rekel, ali pa neka logična nadaljevanka tudi tistega vašega študentskega dela. Ja, jaz sem na sociološkem inštitutu začel delati že kot študent. Tako da je bila potem zaposlitev nek normalen proces. Vmes sem pa diplomiral, vojsko odslužil in tako naprej. In ko sem se vrnil, sem se zaposlil na Inštitutu za sociologijo, ki je bila pa seveda to enkratna institucija. Če pomislim, mlajši kolegi, smo bili raziskovalni asistenti tam, recimo v kakšnem okolju smo mi delali. Moram reči, da je bil takrat filozof dr. Ivan Urbančič, je bil recimo potem dr. Vojan Rus, Veljko Rus, njegov brat je bil profesor na filozofiji. Potem od mladih je bil to Hanžek, Denis Poniš, Slavoj Žižek. Se lahko predstavljate, kakšno okolje je to bilo. Mišo Jezernik, psiholog, Stane Saksida, sociolog. Mislim, da je bilo neverjetno kreativno združenje. In seveda mladi raziskovalci smo imeli to neverjetno priložnost. Recimo meni je bil dodeljen dr. Mišo Jezernik za mentorja, ko sem prišel, ne. In to je še tisti tip mentorja, ki je bil na razpolago, če je bilo potrebno 24 ur na dan, ne. Ki je usmerjal, poučeval, opozarjal in kadar nama je bil inštitut premajhen,
sva nadaljevala diskusijo v bifeju Kina Komune. Kako predstavljate, kakšno vzdušje? To je bil pa poseben privilegij. Poseben privilegij. Jaz sem potem zaključil to zadevo za to študijo Slovenija 2000. Sintezno študijo, takrat je bilo zanimivo, smo pisali 3, končno verzijo Stane Saksida, takratni direktor, ne, Gregor Tomc in jaz. Ne, s tem, da zadnja verzija niti ni šla z najinimi imeni in priimki, ker je šla na CK in je pisalo izdelal Stane Saksida z sodelavci, z preprostega razloga, kajti Gregor Tomc je bil takrat že seveda zelo znan ideolog punk rocka. Jaz pa sem imel za sabo še eno izkušnjo na sodišču pred leti. Ob prihodu šaha Reza Pahlavija sem jaz imel en govor v študentskem naselju. No, za tisti govor sem potem dobil 4 mesece zapora, ki se je potem spremenil seveda v pritožbi v pogojno. In zdaj je to nek pogojno obsojenc, pa en punk rocker nista bila najbolj primerna za soavtorja študije. No, ampak vseeno sva uspešno zaključila ta najin del in to mislim, da je bil kar en velik sociološki podvig. Je sta ogromno sociologov, ne samo sociologov, tudi z področja industrije, tehnologije, kmetijstva in tako naprej. Mi smo to sintezno zadnjo študijo opisali. Ker pa je neprimerno manj znano, da je ta študija imela še en dodatek, ki je bil pa namenjen samo za posamezne člane takratnega CK-ja in je bil tudi v relativno majhnih izvodih sploh razmnožen. To pa je bil Slovenija samostojno brez Jugoslavije. No in takrat pa to ni bilo zelo široko publicirano. Medtem ko sama Slovenija 2000, ja, ta del pa ne. Ja, v tistem času je verjetno ta del prihitev časno. Mislim, da ne. Mislim, da ni prihitev, mislim, da so se takrat že začeli procesi. To so bila leto 83, 84. Mislim, da so se ti procesi takrat že začeli. Zdaj, ko gledam nazaj, so mi nekatere stvari neprimerno bolj jasne. Tudi način, kako se je krepila slovenska nacionalna zavest, skozi nekatere projekte. Mnogo ljudi ne ve, da je pravzaprav akcija, ki je izgleda najprej čisto turistična, Slovenija moja dežela, imela pravzaprav tudi to nalogo, oziroma če ni bila celo to prva naloga, da poveča nekako samozavedanje ali pa samozavest Slovencev o slovenski deželi in same sebi. No, kasneje ste se zaposlil kot direktor časopisa Kmečki glas. Pa bi še tu morda... Ja, to je tudi eno zelo zanimivo obdobje. Na Kmečki glas sem jaz prišel po enem zelo zanimivem razgovoru z tovarišico Maro Ropeno, to je legendarna partizanka, ki je ustanovila z Jušem Kozakom leta 1944 Kmečki glas. No in v tistem turbulentnem obdobju 90-91 mislim, da je prišlo do normalne reelekcije in so iskali pač novega direktorja in glavnega urednika. In jaz sem dobil namig, da naj se prijavim. Meni se je zdelo to malo misija nemogoče, ampak ne. Kar dej. In potem sva pride do razgovora z tovarišico Maro Ropena na Gregorčičevi ulici, v tistem igrišču. Cela zgodba je prav skoraj malo filmska, vam povem. Jaz je prej nisem poznal, jaz sem vedel, kdo je to. Jaz sem vedel tudi njeno borbo skupaj z Jušem Kozakom za podeželje in kmetstvo, takrat, ko je izganjal pravzaprav najhujše pritiski nad kmeti, ki so bili označeni kot kulaki in sovražniki socializma, vse tako, ne. Kakšne bitke je ona in pa Juš Kozak sta vodila, da se je potem vendarle malo sprostilo ta odnos do kmetov. Jaz sem vse to vedel, nje osebno nisem poznal in jaz vidim tam eno klop, tam ena starejša gospa sedi in jaz sem rekel, to bo gotovo ona in grem proti njej in pridem na par korakov, slišim samo, sedite, tovariš Lipovšek. Jaz usedem ta zraven nje in potem je pa sledil znamenit stavek. Mi smo se odločili, da boste vi prevzel Kmečki glas. Mislim,
To se danes sliši, vam povem tako, kot ena filmska, kako je bilo. Rekel, in vaša naloga je, da obdržite kmečki glas neodvisen, da bo kmečki glas splošni in strokovni časopis za slovenske kmete in slovensko podeželje in da ne zapade pod noben ideološki vpliv. Meni se zdi to nekako logično, normalno. Ampak je nekaj, zapomnite se, pod nobenega. Ja. Takrat meni ni bilo še čisto jasno, kaj jaz ti mislila pod nobenega, ampak ona je mislila takrat tudi na tole partijo, ki je potem postajala pač počasi nekaj drugega. Ne? Se pravi, niti ne na ta vpliv. Kar se je pa potem izkazalo, da je gospa bila zelo daljnovidna in da je imela marsikaj prav. Kajti, ko je bil v Novi Gorici takrat kongres, mislim, da se je takrat imela še stranka demokratične prenove, ne. Res, jaz takrat na ta kongres nisem več šel, jaz sem bil prej član partije seveda in tudi član te stranke, jaz sem potem izstopil točno pred kongresom, z preprostega razloga, ker sem uvideval, da se je ta stranka odpovedala najboljšim tradicijam evropskega delavskega gibanja, ni se pa odpovedala stalinističnim intrigam. In takrat sem bil zame to dovoljšen razlog, da izstopim. Namreč, ko pred tem kongresom je prišel gospod z vodstva te stranke in rekel, poslušaj, Bojan, to bo pa zdaj super, mi imamo ta kongres in kmečki glas bo o tem poročal. Se rekel, ja, kmečki glas bo o tem poročal, tako kot poroča za vsako ostalo drugo stranko, ne. In ja, pa to bi mi lahko malo več pozornosti, ne, drugo stran imamo namenjene aktualnim političnim dogodkom in tam bomo poročali novinarsko, tako kot smo poročali o vsakim drugim srečanju kakšne stranke. Ta zadeva seveda je bila popolnoma nerazumljena, češ da nisem dovolj kooperativen. Omenil pa samo, če bo pa stranka imela konzistentno stališče o kmetijstvu ali razvoju kmetijstva, ga bomo pa z največjim veseljem objavili in dali v diskusijo. O sami stranki pa ne bomo pisali več kot toliko. Ne. No, pri tem, da je prišel tudi tam do drugih pritiskov, predvsem strani Slovenske ljudske stranke, ki je hotela kmečki glas narediti za svoj strankarski časopis, kar bi bilo seveda tudi zelo, zelo neprimerno. In tukaj je ena lepa zgodba, ker sem jaz vprašal doktorja Erjavca, takrat je ravno še študiral na Dunaju, delal doktorat, kako pravzaprav bi lahko obdržali kmečki glas izven teh političnih pritiskov. Ne? In mi je seveda rekel, da to bo nemogoče. Ne? Da to ne bo šlo, da je kmečki glas preveč pomemben in da enostavno se ga bojo tako drugače polastili. Pa če pridemo zdaj na naslednjo vašo, bi rekel, ampak zelo pomembno pa tudi področje, ki ste ga pa dejansko kar nekaj desetletij, lahko rečem, vodil. To je, v bistvu, potem ste nastopil službo direktorja hotela in v delovno razmerje vas je sprejel delovski svet Grand Hotela Union. Ja. Skratka, tudi datum, če sem zasledil, je bil en tak, bi rekel, nenavaden, na božičen dan. Točno na božič je to bilo. Pa bi vas tole vprašal, kako so vas tudi povabili, ali je bil to razpis, ali na kak način, pa dajte malo tudi to pojasniti. Treba pojasniti še to, kar sva spustila ven. Jaz sem pred kmečkim glasom, sem jaz bil še zaposlen na Emona hotelih. Na Emona hotelih takrat kot direktorom marketinga, jaz namreč kot sociolog prišel v kontakt takrat z Studiom Marketing, ki je delal akcijo Slovenija moja dežela in tako sem jaz pravzaprav popolnoma slučajno prišel v turizem. No, v tistem času je pa ta firma Emona hotela razpadala, pokala po šivih, hoteli, ki so bili združeni, so se osamosvajali. To se je zgodilo tudi z hotelom Union. Tam so bili neki konflikti ob tem razhajanju, kako se to dostikrat zgodi. In zdaj, kdo bo vodil, tam je bil VD direktorja. In potem so se ti, ki so imeli malo več vpliva v hotelu, trije gospodje, tovariši so se takrat sestali in so rekli, ok, gremo se z mano pogovarjati, ko je gospod Ivo Joričev, ki je bil takrat VD direktorja, prišel do mene in mi predlagal, da bi pač se prijavil na razpis.
Seveda mene ni bilo treba dolgo prepričevati, Union je le institucija, ne, tako. In sem se prijavil in delavski svet me je sprejel točno 25. decembra 1990. leta. Ampak 1990 to sovpada, bi rekel, ravno začetek konca, bi rekel, neke skupne države in vstopanje, pa tudi sistem se je v bistvu posledično menil. Skratka, vi ste prevzel, imenoval vas je delavski svet, pa kako vi ste potem, bi rekel, iz tega položaja spremljali ves ta proces, bi rekel, razhajanja za razpad bivše države, pa bi rekel, ker zdaj sočasno ste pa vstopili v neko družbo, ki se je hotele, če tako rečem, ki so na nek način tudi dobivali neko preobrazbo, ker takrat je že bil tudi sprejet ta zakon o podjetništvu, ki ga je tale Markovićeva vlada sprejela. Skratka, to je bila kar ena taka zapletena situacija. Ja, drži. In sicer to na dveh nivojih. Na ene je čista podjetniško-poslovni, ker jaz sem imel delavski svet, mislim še, da do leta 1994, do tega prvega lastninskega preoblikovanja, ker je začel voditi oziroma nadzirati poslovanje začasni nadzorni svet, potem seveda je postal stalni nadzorni svet in tako. Torej jaz nisem imel z delavskim svetom pravzaprav nobenih slabih izkušenj. Morda tudi zaradi tega ne, kajti moji predniki in pa ta skupina, ki je vodila hotel, je pustila na banki kar zajetno količino denarja. In ideja, da se začne hotel obnavljati, je bila že stara, vendar so rekli, ne, mi ne bomo, mi odhajamo. Dejansko so potem v parih mesecih vsi ti gospodje šli v pokoj. In so rekli, pustimo to za nekoga, ki bo prišel za nami. Ne? Mislim, moram reči, izjemno korektno. In tudi jaz sem že dobil najboljšo popotnico ravno od teh kadrov, ki mislim, da so bili tudi nekateri več kot 30 let zaposleni v Unionu. In tu na tem podjetniškem nivoju se je kar začelo nekaj delati, kajti mi smo imeli kaj v roke vzeti. Nismo padli na suho, tako rekel, v tem smislu, kar sem še danes s tem gospodom hvaležen. Oni so imeli možnost s tem denarjem ravnati tudi malo manj gospodarno ali pa sami začenjati projekte, ne, ampak tega niso storili. Tako da tukaj je bil ta prvi korak, kjer smo lahko začeli potem z obnovami, ki so bile pa nujno potrebne. Zraven je bil še takrat Holiday Inn, to je bil edini hotel v Jugoslaviji, ki je bil v mednarodni verigi. In oba dva hotela sta pa svojo pomembno vlogo odigrala potem tudi v času osamosvajanja. Posebej Holiday Inn, kjer so potekali pravzaprav vsi pogovori takrat, kolikor niso potekali, bodisi v nekih drugih vladnih prostorih ali prostorih parlamenta, so potekali v glavnem v Holiday Innu in prva srečanja so bile tudi tam, ne, tam kot je recimo obisk takratnega zunanjega ministra nemškega gospoda Genšarja, pa še nekaterih drugih, ki pa niso bila takrat v javnosti najbolj prezentirana zaradi specifičnih okoliščin tega osamosvajanja, in hotel je seveda v tej zadevi odigral svojo vlogo. To je bilo pa v prvi meri je bilo pa to diskretnost. Ne. Pa če bi iz tega šla kar takole, bi rekel, do 94. pravite, ste še imel delavski svet, ki je bil vaš, bi rekel, nadzorni organ. Potem pa nastopi obdobje lastninje na teh hotelov. In pa dajte tu še malo kaj opisati, kakšna je bila pot teh lastniške preobrazbe. No, potem pride seveda do te certifikatskega lastninjenja. Tukaj postanejo lastniki Grand Hotela Union zaposleni, ki so imeli možnost tega notranjega odkupa. Potem pa smo imeli 5 velikih lastnikov. Noben ni imel prevladujočega deleža, Kapitalska družba, Slovenska odstojniška družba, Nacionalna finančna družba, je to bila Infond. Mislim, da sem naštel vse, še koga pozabim, mislim, da ne. No in takrat moram reči, Grand Hotel Union ni bil nekako zanimiva tarča.
Prvič je bilo jasno, da je treba Stari Ion popolnoma prenoviti, ker je bil popolnoma neprimeren že za takrat, za tiste standarde hotelske. Drugo, dvorana Union je bila takrat kinodvorana v lasti ljubljanskih kinematografov in tako. In nobeden tudi ni imel prevladujočega deleža lastninskega in to je bilo obdobje največje rasti investiranja. Zato, ker je ves nadzorni svet sledil razvojnim ciljem hotela in takrat se je obnovil ta Stari Union, potem se je obnovil Holiday Inn, potem se je dvorana kupila nazaj, priključila hotelu kot kongresno-banketna dvorana in to se je vse zgodilo v času, kjer so člani nadzornega sveta res strmeli k koristi firme in ni bilo drugih koristi. Potem, če takole malo bolj pospešim ali pa delam tudi rahle priskoke pri tem pogovoru, potem se vam je seveda dogajalo to, rečemo, tale uspela zgodba, ki je bila z vami povezana, je kar trajala nekaj desetletij. Potem ste pa prišli v neko razhajanje z lastniki. Ja. Koliko so se vmes lastniki menjali, lastniška struktura ali karkoli pa če še to? Sej tukaj je potem nastal problem, ko se je lastniška struktura zelo skrčila. In sicer na dva največja lastnika, en je bil ACH, ki ga vodil takrat Herman Rigelnik, in pa seveda KAD, kapitalska družba, ona sta imela oba dva večinski delež. Pa še tukaj stvari so na začetku nekako kar dobro funkcionirale. Na ACH smo celo ustanovili hotelsko divizijo, posebno hotelsko divizijo, kajti ACH takrat je že imel v lasti takratni Austrotel hotel, danes Hotel Central, bivši Kompas. No in takrat je bil namen, da se ta hotelska veriga, nastane neka hotelska veriga, da se priključi še več hotelov, no vse kasneje smo priključili še hotel Lev, ampak jaz sem predlagal tudi tako internacionalizacijo, kajti Ljubljana, mi smo že postali preveliki pravzaprav za Ljubljano oziroma za takratno Ljubljano in tudi če bi vedel, da se bojo stvari tako razvijale kot danes, mislim, da je bila ta struktura hotelov za Ljubljano popolnoma dovolj. Zaradi tega je bilo treba iti izven Slovenije. Mi smo takrat imeli tarče v Makedoniji, se pravi Makedonija Turist, hoteli v Skopju na Ohridskem jezeru. Zelo blizu smo bili že nakupu hotela Moskva in Balkan, se pravi srce Beograda, razumete, Knez Mihajlova ulica, Terazije. Tam smo celo imeli dogovor že s sindikati, na kar se je pač pojavil nek trgovec z vojaško opremo, ponudil višjo ceno. Seveda naloga bila takrat, da takoj se v Ljubljani sestanemo, da vidimo, kaj pomeni ta višja cena in da pravzaprav ta dva hotela ne spustimo iz rok. Žal se potem to ni zgodilo in ko pride do loma leta 2008, se pravi do te finančne krize, so se pa začele seveda potem težave, ravno zaradi tega, ker je potem rast in razvoj hotelov bil pravzaprav ustavljen. Kajti dobički so morali seveda v servisiranje popolnoma nesmiselnih kreditov, ki so bili najeti. Moram reči, da ACH na koncu bil zadolžen za okrog 200 milijonov evrov in ničesar niste imeli. To so bile vlaganja v balkanske špekulativne delniške trge, ki so potem seveda vsi eden za drugim propadali. In takrat seveda so pa nastala ta razhajanja. In tudi v samem lastninjenju oziroma skupine ACH z Protejem. Ja, potem rečemo, je bil tudi razlog, da bi rekel ravno te slabe naložbe pa ta bi rekel zadolženost, da ste napisal pismo takratnemu lastniku oziroma Branku Šibakovskemu, da po temeljitem premisleku želite izstopiti iz družbe Proteja. Ja, preprosto Protej je nastal kot združba, mislim, da 42 ali 45 direktorjev znotraj ACH-ja.
Jaz sem to celo razumel, da je to neke vrste zadružništvo. Ne? Mislim, bolj naivne pozicije si skoraj ne morete predstavljati, kot je bila ta. Jaz sem zelo verjel gospodu Rigelniku, da je to. Tukaj sem bil seveda v veliki zmoti. Morda bi mi postalo kakšne stvari sumljive že prej, če bi vedel, da je v statutu glasovi gospoda Rigelnika in veljajo dvojno. Že to bi mi povzročilo eno skepso, da to zadeve. Ampak tega nisem vedel, jaz ne gre z gospodom Prebilom, ki je zdaj trenutno na DUTB-ju, prej bil pa predsednik uprave Save turizma. Sva ravno takrat odhajala Beograd na pogajanja za Moskvo in Balkan, tako da sva takrat dala pooblastilo za najem podpis, notarsko overjeno pooblastilo, tako da to sem šele kasneje videl. No. Ampak kaj se je začelo dogajati, ker naenkrat ugotovim, da se je Protej prelevil v tipično tajkunsko združbo, da enostavno nimamo več nobenega socialnega in nobenega nacionalnega refleksa. Ne. To je pravzaprav zgodba, se je že pletla takrat v tem, da se tega plena družbene lastnine polasti ena ozka skupina ljudi. Pa bom takole rekel, z ozirom na to dogajanje, bi vas povprašal še o neki drugi zgodbi. No, skratka, če zdaj pridemo konkretno iz hotelskih področji Proteja pa Uniona. Rečemo kot kritik, analitik družbenih razmer, kako zdaj, bi rekel, na tej splošni ravni ocenjujete to osamosvojitev Slovenije, če tako rečem. Je to zgodba o uspehu, ali smo tu zadevo zapravili priložnost, ki je nam bila dana, ker danes ugotavljam, da nekateri ali pa večina tistih, ki so bili krepko za Slovenijo, nas prehitevajo tako rekoč po levi in desni. Pa kako bi to ocenil, ta del? Ja, sam osvojitveni proces je bil verjetno, rečemo temu, optimalen. Ne? Seveda lahko bi bilo tudi kaj drugače, ampak veste, za nazaj sodi tukaj. Ne? Mislim, da so se problemi pojavili zelo hitro kasneje po osamosvojitvi. Tudi za prvo Demosovo vlado, ki je že pokazala, da pravzaprav zelo malo razume o tem, kaj je skupno dobro in ravna v korist določenih političnih centrov moči, nekateri celo niso bili znotraj Slovenije. To se vidi že, zdaj večkrat je bilo rečeno, naprimer, da je eden najhujših grehov, ki je bil storjen, ukinitev SDK. Jaz mislim, da je še en greh prej bil storjen in to je bil proces lastninjenja vračanja v naravi. Če je z nacionalizacijo leta 1946-1947 bila narejena krivica nekaj stotim ljudem, je bilo z vračanjem v naravi po letu 90 narejena krivica nekaj 10 000 ljudem v Sloveniji. Vidimo, da postopki niso še vedno ne končani. In to je seveda bil prvi korak v napačno smer. Teh korakov je bilo kasneje še mnogo. Jaz sam ne morem ocenjevati procesa po osamosvojitvi kot pozitivnega ali kot zgodbe o uspehu, nasprotno. Moramo računati, da je v teh 25 letih bil uničen večji del gospodarskega potenciala Slovenije, ki je nastajal skoraj 200 let, 180 let, z intenzivnim zagonom za južno železnico, že v času Avstro-Ogrske, seveda, potem Kraljevina Jugoslavija, po vojni pa sploh. In zdaj, ker računamo na to, da je večina tega gospodarskega potenciala je bilo ali bodisi uničenega ali pa nesmiselno prodanega. In s tem je seveda odvzet narodu močan ekonomski temelj. Narod, ki pa nima močnega ekonomskega temelja, je pa tudi njegova bodočnost vprašljiva. Tu bi vas morda vprašal, kakšno je vaše mnenje o tej certifikatski politiki, razdelitev certifikatov? Je bila to prava pot?
Zdaj, nekateri so mnenja, da je bila to ena največjih prevar, ne? Da je bila to ena masovna prevara ljudstva. Ne? Zgleda, da so končni cilji, kam naj ta zadeva pelje, bili postavljeni že takrat. Ne? Jaz vidim, da pravzaprav kot član Zveze komunistov, in če gledam zdaj nazaj, vidim, da so se nekatere neoliberalistične pojavljale že znotraj partije v tistem času. In potem pride do te groteskne situacije, da imate na eni strani fašistoidno desnico, na drugi strani neoliberalistično povampirjeno levico, a ne? Ki enostavno izgubi iz vidika en skupen nacionalni interes. No in v ta kontekst gre tudi te certifikati, ker mnogo ljudi niso dobili od tega ničesar. Ne? Se pa je tukaj to bogatstvo začelo koncentrirati v rokah ene majhne skupine posameznikov. Slovenijo naj bi obvladovala omrežja. Dejansko, zdaj tule imamo kar nekaj takšnih zgodb, ki se nam na nek način same po sebi postavljajo v spredje. Faktor banka, Sava Turizem, Istrabenz, skratka hotelske zgodbe ob obali, če tako rečem, prodaja Kipinskega. Skratka, pa kaj je tu, bi rekel, resnično toliko pripleteno in toliko močno to ozadje, da tu vse to vlada in da se pač dogajajo te stvari, ki seveda niso v prid državljanom Slovenije. Torej, v vsaki družbi obstajajo omrežja, ki nekako regulirajo na neformalen način. Te druge vprašanje, koliko so ta omrežja lahko pod nekim nadzorom ali ne, ko se ta omrežja prepletajo z politično močjo, potem je to, ni več kontrole nad tem. In ravno to se je zgodilo tukaj, da ta omrežja niso tudi ne vedno enotna med seboj, sploh kadar gre za spopad za še preostanek plena. Ko ste omenili zdaj hotele na obali, recimo Life Class hoteli Bernardin in tako naprej, to je zdaj ta bitka za zadnji gospodarski segment, ki je še večinsko zdaj recimo slovenski ali pa so v državni lasti. Vidimo pa, kako poteka. Ta bitka za ta preostali del plena posebej je postal pomemben turizem za Slovenijo in ste določen tudi kot strateško pomembna gospodarska panoga, kar je seveda popolnoma jasno, če računamo, koliko je bilo vsega tega uničeno. Ampak zanimivo je to, razglasite turizem za strateško panogo, potem pa hotele koncentrirate, v njih investirate, zato da jih boste potem prodali. In tukaj se vidi to, zdaj, kdo bo upravljal z temi hoteli. To je zdaj to ne samo lastninsko, tudi upravljavsko vprašanje. Vidimo, da Slovenski državni holding ima v načelu ljudi, ki so popolnoma nesposobni. Oni so tudi delegirani tja na ta delovna mesta zato, da so dobro plačeni valpti in biriči ustreznih eksponentov politične in ekonomske moči. Danes lahko pridete na SDH zlahka, samo morate imeti ustrezen političen background. Pa morate vprašati prvega direktorja, ko to pride, koliko mu je EBITDA. Mnogo ljudi niti ne ve, kaj to pomeni. Ampak to se vidi ta strokovna, profesionalna omejenost kadrov na SDH-ju. In to ne more biti dobro vodeno. Če greva preko, smo imeli tudi lastnina v vprašanju. Lastnina, vam povem, kdo je titular lastnine. Ni toliko pomembno, koliko vemo, kako se z lastnino upravlja. Zakaj država slabo upravlja z lastnino? Zaradi tega, ker ima toliko različnih interesov, ki so različni od interesov recimo podjetja. Kdo ima največji interes, da podjetje dobro dela? Menda zaposleni. Potem smo živeli neko iluzijo, da zdaj privatna lastnina pa bo tista, kajti privatni lastnik bo skrbel za svojo lastnino. Ugotavljamo pa, da privatni interes lastnika je večkrat popolnoma nasproten od interesa recimo razvoja ali pa stabilnosti podjetja.
In to se zdaj dogaja tukaj znotraj tega turizma. Ne. Potem nastopi tukaj še pride gospod Kostič za svojimi, ki je že tako in tako lastnik Kempinskega. Ja. Okay, zdaj pravijo, ja, tujci nam kupujejo. Seveda tujci kupujejo, ampak preden se vprašamo, zakaj tujci kupujejo, vprašamo, kdo pa prodaja in po kakšni ceni prodaja, a ne to premoženje. Zanimivo je, da sem prišel z ljudmi, ki so blizu gospodu Kostiču, ki je dal zavezujočo ponudbo za nakup Life Class hotelov v Portorožu. Sem prišel z ljudmi, ki so blizu njega, z njim osebno ne, glede investicije v hoteli Rimski vrelec. Ne. In gospod, ki je prevzel projekt, ga pregledal, vidim, da so ga pregledali, je bil to zelo pozitivno ocenjen. Je rekel, gospod Kostič je izjavil, to jaz sem po slovensko povedal, je rekel, to je odličen projekt, je rekel, ampak zakaj bi mi investirali v Greenfield, torej investicijo, ne, dokler lahko kupujemo v Sloveniji poceni, pazite, jeftino, jeftino kupujemo v Sloveniji hotele, ki so že 30-40 let na trgu. Razumete? In to je tisto, kar človeka tako zbode in tako zboli, ne, jeftino. Mislim, res smo postali poceni in ceneni. In ta razvoj, ki zdaj traja, pomeni preprosto to, pomeni 25 let izdaje slovenskega naroda. Pomeni, da bomo na koncu hlapci in najemna delovna sila na teritoriju, na katerem smo bili nekoč suvereni. Še eno temo bi iz tega področja odprl. Veliko je govora o tako imenovanih davčnih oazah in Ciper se, bi rekel, pogosto pojavlja to, kot je ena destinacija, ki je pač je možno, bi rekel, dokaj tako varno spraviti kapital, pa ga tudi, bi rekel, relativno ugodno potem tudi z majhnimi obremenitvami, bi rekel, koristiti. Skratka, tule sem nekaj videl, pa kako v bistvu iz nekega dokumenta, kako v bistvu na nek način funkcionira tale zadeva. Lahko to vi kaj pojasnite? Vi ste ta dokument pridobil, pa bi morda na neki taki splošni ravni malo predstavil te povezave, pa kdo pa... Ta dokument je pravzaprav mnogo bolj pomemben, kot se zdi na prvi pogled, ne. Namreč kaže na to, kako se lahko interes poenoti, kadar je vprašanje denar ali osebna korist. To gre za firmo Q-Vest, ki je bila ustanovljena na Cipru, mislim, da zdaj niti ne obstaja več. In bonitetno poročilo firme Dun & Bradstreet kaže na lastninsko strukturo tega podjetja. In zanimivo je, da lastninska struktura tega podjetja, če gledamo po firmah, ki so ustanovile to firmo na Cipru, imamo na eni strani ACH in firme, ki so blizu Forumu 21, na drugi strani imamo pa kapital z desne. Tako na desne imamo pa Zvon 1, imamo Krekovo družbo, imamo Mladinsko knjigo in tako naprej. To se vidi, kako pravzaprav, ko je bil interes osiromašiti Slovenijo, potegniti denar iz Slovenije ven, kako pravzaprav ni bilo več nobenih ideoloških zaprek in zavor. Torej, na tej točki so se uspeli ustvariti nek spravno okolje, ampak žal je to spravno okolje servisiralo ta ozek interes posameznikov in pa teh ozkih klandestinih zastrtih grup na škodo slovenske države in slovenskega naroda. Dobesedno na siromašenju Slovenije in slovenskega naroda je sprava uspela. Žal samo tu. Skratka, kapital poveže, to pa bi rekel, kapitalski donosi poveže, to odpade ideologija in vse tiste... In tukaj prije potem do tega, recimo, ko se neoliberalisti tako norca dela iz nacionalnega interesa. Moram reči, da celo zelo upravičeno, kajti nacionalni interes je bil tukaj zlorabljen kot geslo oziroma paravan za rob. Potem, če greva malo naprej iz tega področja, pravimo, v Sloveniji velja eno geslo, en tak pregovor, turizem smo ljudje. In dejansko Slovenija tako raznolika,
od Panonske dežine do Alp, do Primorske, Krasa, skratka vse te stvari. Pa je po vašem mnenju dovolj izkoriščen ves ta raznoliki potencial za trženje teh turističnih, pa dvig turizma, pa rast turizma, pa tega. A to dovolj koristimo? Žal ne. Žal ne. Torej, če greva na turizem smo ljudje, to je tudi slogan oziroma geslo Turistične zveze Slovenije. In eno boljših gesel, ki jih jaz poznam, kajti dejansko turizem delamo ljudje. Turizem dela in turizem se začne na domačem pragu. Žal ni najboljše izkoriščena in razlogov je več. Prvič, Slovenijo moramo oceniti kot eno destinacijo. Slovenija je seveda razdeljena na 212 občin, in to poznam zdaj z prve roke, namreč odkar sem se upokojil, sem postal tudi predsednik turističnega društva Logatec in vidim to civilno-družbeno sfero, to civilno-družbeno aktivnost in vidim, kako Slovenija ne mogoče tržiti kot celoto, kar je edino smiselno in edino pravilno, ravno zaradi tega, ker lahko na majhnem prostoru ponudimo toliko raznolikosti in res enkratne, zanimive, integrirane turistične produkte. Zaradi tega, ker smo razpravljali o turističnih produktih, ki bi bili zanimivi za Logaško občino, smo prišli seveda tudi na Planinsko polje. In ko obdelujemo Planinsko polje, mi rečejo, ja, ampak ta del polja je pa v Logaški občini, del pojma je pa v Postojnski. Pa sem rekel, spoštovane kolegice in kolegi, dajte mi vi nekaj povedati, a bo morda enega birdwatcherja iz Anglije, ki bo prišel na opazovanje ptičev na Planinsko polje, zanimalo, kje je občinska meja. Mislim, to je neverjetno, kako so te meje ne samo fizične, tako če hočete med občine, ampak tudi v glavah ljudi, ki so še hujše od unih. Ampak zadeva je tem, če pogledate zemljevid Slovenije, boste videli polno različnih madežev, to je 212 občin. Od teh 212 jih ima recimo 2/3, ali pa jih želi imeti, strategijo razvoja občinskega turizma, ki pa noben ni povezan s sosednjo občino. A vidite to? Mislim, s to razdrobljenosti smo neučinkoviti, dragi denar se porablja, razumete, na neracionalen način in tako. Ampak seveda, vsaka občina ima pač nekega župana, In zdaj nekateri župani so se pripravljeni povezovati, eni pa imajo občutek, da so sami petlini na vrhu gnoja in ne postavijo nobenega zraven. In zaradi tega pravim, da ta turistični potencial Slovenije še daleč ni razvit in rešitev je samo v povezovanju. Torej, razdrobljenost pa te stvari, ki jih, kot pravite slikovito, v glavah so močne meje, to so neka ovira, ki je enostavno ni možno kar takole priskočiti. Pa če zdaj midva priskočimo iz te slovenske turistične omejenosti pa teh, na področje Koroške. Koroška je tudi neka zaokrožena celota, tako bi rekel, 3 doline, Dravska, Mislinjska, pa tudi Mežiška dolina. Pa tudi, kako je tu vaša ocena? Smo tule kaj drugačni, kot pa je eno splošno stanje v Sloveniji? Jaz moram reči, da žal ne. Žal ne, jaz še vedno pogrešam povezovanje v celi dolini, ali pa recimo vseh 3 dolin, ker tukaj moram reči, da sem imel zelo dobro relacijo in tudi dobro sodelovanje z gospodom dr. Roženom, županom, kjer sva se dogovorili, da izdelam neko investicijsko študijo za Rimski vrelec. Namreč cela Koroška potrebuje en resen hotel. Ne morete zagnati turizma, razumete, brez enega resnega hotela. Jaz sem ocenjeval zaradi tudi prostorskih možnosti tam, da je to lahko hotel 100 do 120 sob, ampak mi smo imeli hotel včasih v Črni, hotel v Mežici, razumete, spomnimo se recimo naše kavarne, ker so bila tudi prenočišča in tako. Mislim, to je zdaj vse zamrlo, imamo nekaj seveda privatnih ponudnikov, nekaj kmečkih turizmov, ki so pravzaprav zelo dobri, tudi nekaj gospoda Delaluta tukaj pri Ravnah in tako. To je vse lepo in prav, ampak za resen razvoj turizma je pa to absolutno premalo. Koroška pa lahko nudi mnogo več,
kot si Korošci včasih sploh mislimo, da lahko. Ne. Treba je samo te posamezne bisere, ki jih ima ta del Slovenije, povezati med seboj. In dobite neverjetno atraktivne produkte, ki so lahko zanimivi za več različnih segmentov trženja v turizmu. Lahko so za klasični, počitniški leisure turizem, to je lahko to. Z izjemno vodo v Rimskem vrelcu imamo lahko ene vrste zdraviliškega turizma. Voda seveda ni termalna, ampak uporaba te vode zaradi ravno vsebnosti posameznih elementov, recimo tudi, kad so stronci in tako naprej, posebno zanimiva, ena redkih vod. Mislim, da tukaj Korošci, ki jo pijemo občasno, še najbolj poznamo njene lastnosti. Ampak seveda, če bi te lastnosti uspešno marketinško predstavili v sklopu nekega hotela, potem imamo tukaj lahko ta del zdraviliškega turizma. Imamo lahko seveda del tudi, kar se tiče konferenčnega turizma, razumete, ker ta je Koroška je tudi zanimiva, se vendar imamo kar nekaj podjetij, ki so uspešna na Koroškem in ki seveda organizirajo tudi razne izobraževanja, seminarje in tako naprej. Koroško bi mirno lahko dali na zemljevid konferenčnih hotelov, oziroma konferenčne regije, če bi imela hotel, kjer bi lahko to realizirali. In ko sem delal tole investicijski elaborat za Rimski vrelec, sem med drugim tudi v sami ponudi izhajal iz tega, da če je poleti in če je lepo vreme, veste, je to še neka milost, ni noben problem. Vzamete, da pride družina z 2 otrokoma, sem je jesen in en teden ni pada dež. Kaj lahko ponudimo taki družini? In ker naenkrat, najprej so popolnoma frustriran, ker ne pade mi nič na misel razen Mežiškega rudnika, ker Mežiški rudnik vseeno zunaj dežune, ali ne, Mežiški rudnik je fascinanten. Ampak potem začneš ugotavljati, koliko je teh drobnih stvari, kot je recimo muzej železarstva, naprimer, sem ena izmed, ki je neverjetno interesantna. Potem poglejmo samo obiski na kmetijah, ki so lahko tudi zelo edukativni in zanimivi. Vidimo, polnih nekih zanimivih točk, če hočete, od kulturnega programa, ki ga nudi Koroška, seveda ne za ena občina, treba je malo širše gledati. In ugotovite, da lahko naredite neverjetno interesantne integrirane turistične produkte. Kaj ti vedeti mora, da hotelska soba ni turistični produkt. Hotelska soba je samo en del širšega turističnega produkta, pomemben del, ampak vse ostalo se dogaja pač v okolici. In Koroška ima mnogo tega za ponuditi. Boli me pa včasih ta odnos Korošcev do Koroške same in da tudi seveda posebej do koroškega turizma. In to je ponovadi tisti defetizem. Sej se tek in tek nič ne da. Sej so vse že probali, pa nič ni bo, pa tek naprej. Ja, na ta način seveda ne moreš premakniti zadeve. Mislim pa, da bi morali, kar se turizma tiče, enostavno mora imeti, vse 3 doline bi morali imeti en turistični informacijski center, en zavod za turizem, ki bi povezoval te produkte in pa seveda te 3 občine v eno celovito ponudbo in ne glejmo, kdo bo zdaj več zaslužil in kdo manj zaslužil. Lepo vas prosim, ga bomo delili denar, ki ga sploh še nismo zaslužili, ne? Na način, ki pa delamo, pa ga seveda ne bomo. Ko ste omenili Rimski vrelec, v turizmu običajno pač prodajaš neko zgodbo v bistvu sočasno, ampak Rimski vrelec ima že v nazivu samem, bi rekel eno dobro, bi rekel ime, tako, ki privabi rimski, a ne, to je neka asociacija z Rimljani, pa ne vem kaj vse, sočasno ima vrelec, v okolju je možno nekaj eno malo jezero, kot se temu reče, pohodništvo, pa skratka, en del, bi rekel, tega take zaokrožene zgodbe se da takoj ponuditi. Ja, ampak seveda, kot pravite, kako pa nastaviti tole, da bojo ta isti, če ne bo ta zgodba sprejeta v koroškem prostoru, potem je malo možnosti za uspeh. Ja. Jaz zelo nerad dajem to primerjavo, zato ker pol bi lahko izhaja iz tega, da smo mi moram reči manj sposobni od recimo
tih, ki delajo turizem na avstrijskem južnem Ali Koroškem. pa ne. rečemo na Gorenskem. Ali pa na Gorenskem. No, sej, Gorenci pa niso kaj dosti pred nami, veste. Kranjska gora. No, Dobro, je, imajo Bled, imajo Bohinj, Kranjska gora, absolutno imajo tudi en hotelski potencial in tako, ampak jaz sem ravno kar zdaj delal eno zgodbo na Bledu in sem Bled lahko od znotraj malo bolj podrobno prepoznal. Mislim reči, kapo dol Sava Turizmu, kaj ta počne, tudi zdaj se obnavlja hotel Jelovica, recimo se je kar neki hotel Park in tako, ampak tudi tam je še mnogo za početi, ne. Mene bolj boli ta primerjava z Avstrijci, ampak tukaj se ne morem izogniti temu, dajmo se vprašati, kaj bi bilo to, če bi bilo v Avstriji. Rimski vrelec pa zraven Ivarčko jezero. Kakšen turistični punkt bi tukaj bil? Ne? Kakšen turistični punkt in pogledajte, tam od navadne gramozne jame naredijo neko zgodbo. Ja? Za lokalni turizem, ne, pa tudi naši hodijo gor, recimo. Tako pa no, pogledajte, kakšen potencial je to in ta potencial vedno pade na lastninskih vprašanjih, ne. Zdaj vidimo, da imamo tam ponesrečeno zadevo na Ivarčkem jezeru, tu če kaj pokosijo, tisto propada. Mene neverjetno boli, da je na Ošveno 4-sedežnica bila demontirana in zdaj dela v Avstriji. Mislim, zakaj se delamo norca iz samega sebe in ne uvidimo ta potencial, ki ga imamo. Jaz sem o tem govoril večkrat z dr. Roženom, županom in vidim, da on ima neke ideje, kako bi bilo to, ampak da bi se pa operativno povezali in premaknili v celi koroški regiji ta turizem naprej, ker ne more ga samo en zaselek, eno mestece, Ravne ali pa Slovenj Gradec ali pa ne vem, Črna Mežica, Prevalje, ampak je treba le skupno potegniti to zadevo, kajti razdalje celo tukaj so neverjetno kratke. Imate od recimo, kaj sem Flosov na Dravi in tudi interesantne. Razen tega jezero za Dravograjsko elektrarno, a ne, je eno izmed območij, ki je označeno z IBA, to pomeni Important Bird Area, to je za ptice pomembno področje. In zdaj vidimo, kako je ta birdwatching postal neverjetno popularen, da cele družine grejo opazovati ptice, se pravi dopust združijo še z nekim opazovanjem v naravi in tako. In tukaj je Koroška cel raj. Da ne govorimo o trekingih, o pohodništvu. Koroške gore. Vse Koroške gore so krasno dostopne. Ne potrebujete velikega alpinističnega znanja, če pa želite to, pa tudi imate možnost. Skratka, to je. Zmislite se, koliko je lahko možnosti in priložnosti, ki vedno padajo na nekih pritlikavih idejah, ne, jaz pa, če je pa zdrav, pa jaz ne bom šel. Ne. Skratka, to, kar ste že prej omenili, v glavah so težki premiki. Lažje je te meje premikati v naravi, pa ne vem, kaj se v glavah, jih je pa treba premostiti, pa jih odpraviti. Ampak to smo pa ljudje, ki zaviramo ali pa lahko dajemo pospeške. Veste, tukaj ravno glede rimske relce sem en razgovor z predstavnikom Avstrija Trend Hotel, ki je pokazal najprej interes, da bi investiral v to zadevo. Ampak je zanimivo za gospoda, ki je to pogledal, za njega meja sploh ni obstajala. Državna meja. Sploh ni državna meja, ali ali občinska. On je samo vprašal, koliko je ta pozicija oddaljena od avtoceste Dunaj-Gradec, Celovec, Beljak in proti Italiji. In ker sem omenil, da okrog 30 km, je rekel, da se je wunderbar, rekel, to je perfektno. Je rekel, mi smo torej za te avtoprometne ceste 30 km oddaljeni. In on je takoj videl povezavo tega z turizmom na Južnem Koroškem. Tako je, bi rekel, in šel, ne, minus, ne. Kajti, tukaj si pa samo ovire postavljam. Ovire preskočiš, razstreliš, zaobideš, narediš karkoli z njo, ne. Ne pa, da si kar samo ovire in neverjetno smo inventivni o tem, zakaj se nekaj ne da narediti in zmanjka nam pa inventivnosti, da bi našli poti, kako nekaj narediti. Ja, pa rečemo, upajmo, da se bo zdaj ta stvar spremenila v ta del, da bomo rekli ne kako ne, ampak kako ja.
Jaz upam in sem tudi prepričan, kajti jaz sem absolutno osebno, iskreno prepričan, da je lahko hotel Rimski vrelec ena izjemno uspešna zgodba. Žal pa moram reči, da v Sloveniji je denarja dovolj, ampak redki so pa investitorji, ki investirajo, veliko več investirajo v osebno potrošnjo, v jahte, prestiž in tako naprej. In računajo, da si bodo z denarjem, ki so ga nagrabili, kupili zdravje, kar je pa velika zmota. Kupijo si lahko dolžino umiranja, zdravja pa ne. Tako. No, ravno zdaj, ko ste na nek način že načel to temo, svet je globalna turistična destinacija, tale, ko pravite, razgovor v Avstriji pravi fantastično 30 km sem pa tja, ampak to ni nikakršna razdalja. Tudi te razdalje, ki so danes, bi rekel, zdijo navidezno oddaljene, so relativno blizu, bi rekel, danes se da v tej naši državi, če bi tako vzel v Sloveniji iz letališča priti kamorkoli, na katerikoli konec države v 2 urah, če bi vzel. In tudi to ni neka strašna razdalja, pa omejitev. Ne, sploh ne. Zdaj seveda turizem je mednarodni, internacionalen in globalen. Tukaj zdaj sploh ni nobene dileme. Kot ilustracijo, recimo, zelo malo ljudi je lahko odgovorilo na vprašanje, katero slovensko smučišče ima zaledje 12 milijonov ljudi. To je Krvavec. Zaradi tega, ker iz kateregakoli letališča v Londonu vi priletite z nizkocenovnim avionom v dobrih 2 urah na Brnik in iz Brnika do Krvavca imate, še manj kot 1 uro. Zdaj, Londončan se lahko smuča na Krvavcu, lahko rečemo v enem dnevu. Teoretično v enem dnevu. Ampak to ni samo teoretično, to se da celo realizirati. To kaže samo na to, kako velik je ta trg. Kako velik je ta trg in da zdaj s temi sodobno informacijsko tehnologijo lahko posežemo na katerikoli trg. In ta trg čaka tudi Koroško pravzaprav. In je res tudi, da se turistični tokovi se menjajo. Mi smo zdaj v Sloveniji imeli, če gledamo globalno, neverjetno priliv, neverjetno rast. Deloma je to zaradi tudi uspešne politike Slovenske turistične organizacije, ki je dobila nekoliko več denarja, ampak ne samo to, deloma je tudi zaradi spremenjenih turističnih tokov v tem svetu. In tukaj smo Slovenci eni, ki smo iz turizma neverjetno profitirali v teh spremenjenih turističnih tokovih, ki so se zgodili. Je pa zanimivo, da se je rast začela umirjati, ampak to ni kriza, to je prišlo bo do normalnega poslovnega zanihljaja in točno to je seveda ta prednost, ki jo ima turizem. Turizem je dolgoročno stabilen. Lahko ima neke oscilacije, ki ponavadi so rezultat nekih abnormalnih razmer. Če dam primer Sharm el Sheikha, ki je bil ljudem tako znan, imeli so neverjetne povprečno dnevno ceno, cel resort je imel neverjetno visoko. Ko je počela tista bomba, seveda je to vse skupaj zgrmelo navzdol, takrat so ponujali hotele po 5-krat, 6-krat nižji ceni, da so vsaj nekako fiksne stroške pokrili. Kmalu zatem je začel Sharm el Sheikh spet rast, nikoli ni dosegel tiste bivše slave, ampak spet funkcionira. In ta rast Sharm el Sheikha, po tem, ko je doživela padec, je trajala manj kot 1 leto dni. Zdaj, da imamo zelo kratkoročne spomine. To se vidi, kako stabilna, trdna je, koliko delovnih mest, kako je lahko povezana to z kmetijstvom, koliko ima tega še drugih učinkov na okolje, kako spoznavajo tudi našo kulturo. Razumete, kako nas, če to znamo pravilno, nas tudi bolj in posebej cenijo. Vse to so pozitivni učinki. Morda bi za konec kaj rekla glede globalizacije, robotizacije v povezavi odnosi do turizma. Mnogo poskusov je zdaj robotizacije in uvajanja informacijske tehnologije v turizem. Jaz mislim, da ta informacija v mnogo olajša stvari, olajša samo poslovanje hotela. Kar se tiče globalnega trženja, si brez tega sploh ne moramo več predstavljati, da bi lahko funkcionirali.
Poglejte, koliko gre preko OTA, to je Online Travel Agencies, to so Booking in podobne zdaj, tukaj sploh si brez tega več ne moremo zamisliti. In tukaj so prišle pa še druge zgodbe o tem, da bi recimo lahko povečali profit in zmanjšali stroške s tem, da bi zamenjali živo delovno silo celo z roboti. Celo z roboti. Najboljši primer in gledalke in gledalci lahko celo na YouTubeu najdejo, to je Hen-Na Hotels, to je skupina hotelov na Japonskem, ki je za bodočo olimpijado na Japonskem želela zmanjšati delovno silo, povečati dobiček s tem, da so uvedli robote na hotelsko recepcijo. Če si bodo ljudje to ogledali, bodo videli, da je groteskno. Najprej pride gost seveda do lutke, ki ne govori angleško, samo japonsko. Potem gre na drugi del recepcije, kjer naleti na še bolj groteskno, tam pa receptor ni lutka, človeški podobi, ampak dinozaver, ki nekoliko govori angleško in tako naprej. No in tukaj je bil ta zgodba in Hen-Na hotel so rekli, mi bomo še več teh hotelov zgradili in to je bilo februarja lansko leto. V marcu letošnjega leta sem jaz v strokovni reviji Top Hotels, strokovni za hoteliste, prebral, da so ukinjajo vse robote, ker se je zadeva absolutno ni išla. Ker ljudje potujemo tudi zaradi tega, da srečamo druge ljudi, da srečamo njihovo kulturo, se srečamo z njihovo kulturo, z njihovimi posebnostmi, z njihovo različnostjo, ker to je tisto, kar nas tudi obogati. In nedavno nazaj je tudi agencija Gulliver Travels predlagala Hilton hotelu, da bi pravzaprav opremili vse njihove skupine z posebnimi aplikacijami na telefonu, kjer sploh ne bi bilo potrebno več receptorjev in tako naprej. Moram reči, da je zanimivo, da je Hilton hotel zdaj to zavrnil. In da je rekel, mi pa mislimo, da daje dobrodošlost ravno najbolj kvaliteten servis na samem sprejemu, kjer vi sprejmete gosta, mu izrečete dobrodošlico in tako naprej. In je ni sprejel te pobude. No in na to temo je v angleški reviji The Economist šel še članek, ki ga avtor konča z neverjetno zanimivim stavkom, prav, ampak mi potujemo zato, da se srečamo z ljudmi, ne za tehnologijo. No, te primeri na nek način sami bi rekel pa poizkusi uvajanja robotizacije pa nadomešča človeške osebe oziroma kot receptorje ali kakorkoli. Ni nevarnosti, da bi zdaj se to nekje zgodilo, kot se je nekoč, ko so rekli, da je pač stroj odnesel delovna mesta, ampak verjetno, da se bo večina jih ohranila. Ne, v turizmu se to ne bo zgodilo. To bo sigurno en segment tržni, ker bo za te frike, IT frike verjetno zanimiv in tako naprej, ampak da bi pa to postal nek splošen trend, pa sem prepričan, da ne. Ljudje so v naši branži absolutno nepogrešljivi. Žal pa tudi najmanj cenjeni. Tako, ampak rečemo s tem, ne z tem, da so najmanj cenjeni, ampak najbolj nepogrešljivi, s tem bi jaz tudi zaključil to najin pogovor, najino druženje in seveda hvala vam za pogovor. Hvala vam za povabilo. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa hvala za pozornost in nasvidenje.